Hvala lepa za besedo, spoštovane novinarke, novinarji. Ta zakon o uravnoteženju javnih financ je pravzaprav po svoje nek unikum, saj pravzaprav takšne situacije, tako resne ekonomske situacije v Sloveniji še ni bilo. Vemo, da zakon posega kar na 47 zakonov in seveda tudi rebalans proračuna. Lahko rečemo, da sta plod resnega dela vlade, torej prav vseh ministrov, ki so več kot 2 meseca aktivno in zavzeto vse od nastopa njihove funkcije prav na vseh področjih iskali rezerve. Ne samo na plačah in pokojninah ter socialnih pravicah, temveč prav na vseh možnih postavkah, tudi tam, kjer si na začetku sicer nismo želeli, a drugače do želenega cilja ni bilo možno priti. Tako smo nekako uspeli pripraviti zakone, s katerimi vsi, prav vsi, rešujemo državo brez izjem. Celo več, dejansko gre za progresivni pristop, kajti še posebej po zadnjih uspešnih pogajanjih z sindikalnimi voditelji bomo z temi ukrepi v največji možni meri zaobšli prav tiste, ki imajo najnižje dohodke. In to je za nas v Slovenski ljudski stranki še posebej pomembno. Vemo, da so nekateri poskusi sprejetja teh interventnih zakonov, da so se zgodili že v prejšnjem mandatu, a vemo tudi, da so ljudje takrat takšen pristop zavrnili. Predvsem zaradi tega, ker tisti pristop ni bil pravičen, saj tam ni bilo zaznati volje, da se breme varčevanja kar najbolj pravično porazdeli. In tu vidim prednost tega zahtevnega varčevalnega zakona o uravnoteženju javnih financ. Na teh maratonskih sejah, sejah odborov, še posebej pa na seji odbora za finance, ki se je pravzaprav zaključila šele danes zjutraj, smo koalicijski poslanci zelo dobro prisluhnili opozicijskim predlogom morebitnih alternativnih rešitev. Razen dodatnega dviga davkov, s katerimi se v Slovenski ljudski stranki ne moremo strinjati, praktično drugih alternativnih predlogov ni bilo v strani opozicije. Včeraj je bilo obravnavanih, mislim, da tam okoli 300 amandmajev k obema protikriznima zakonoma. Slaba polovica od teh amandmajev je bila opozicijskih. Toda velika večina teh opozicijskih amandmajev je vsebovala zelo kratko dikcijo, to je, da se člen črta. Dobro vemo, da se s takšnimi amandmaji sicer popravlja opozicijska vloga, problemov te države pa s črtanjem členov seveda ne rešujemo. Sploh ne takšnih problemov, v kakršnih trenutno smo. In mogoče še nazadnje, veliko je govora v teh zadnjih dneh o morebitnem referendumu, o morebitnem uspehu oziroma neuspehu referenduma na to temo. V Slovenski ljudski stranki danes ni več vprašanje, ali bi referendum padel ali ne. Kajti ljudje se zavedajo, da pravih alternativ varčevanju v teh časih ni. Bolj je zaskrbljujoče dejstvo, pa se lahko privoščimo še nadaljnjih nekaj mesecev odlašanja pri ukvarjanju z referendumom samim. V Slovenski ljudski stranki mislimo, da ne. Hvala. Hvala lepa. K besedi vabim poslanko Desusa, gospod Marjano Kotnik Poropat. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem. Torej, v Desusu menimo oziroma ugotavljamo enako kot naši koalicijski partnerji, da je naša država v izredno težkem položaju. Zato je nujno in ustrezno ukrepati takoj. Menimo, da sta uvedba paketa varčevalnih ukrepov
in sprejem rebalansa proračuna nujna za stabilizacijo javnih financ, in sicer v smislu zmanjšanja razmerja med očitno prevelikimi odhodki in premajhnimi prihodki državnega proračuna. Prvotni nabor ukrepov v predlogu zakona za uravnoteženje javnih financ morda res ni bil pravičen, niti idealen, vendar pa je generalno gledano smiseln, saj zajema večino največjih porabnikov javnih financ. V poslanski skupini Desus se zavedamo, da so bili nekateri predlagani ukrepi nepotrebni in med seboj neuravnoteženi, zato smo si znotraj koalicije prizadevali za popravek le-teh. Koalicijski partnerji so prisluhnili tudi našim prizadevanjem za ohranitev letnega dodatka upokojencem. Glede na to, da je prag revščine nekje pri 500 evrih, smo se v Desusu zavzemali za to, da bodo upokojenci s povprečnimi pokojninami vendarle dobili dodatek za rekreacijo v čim večji meri. Po trdih pogajanjih smo uspeli oziroma smo prišli do kompromisa z koalicijskimi partnerji, tako da bodo upokojenci pokojnino, ki imajo pokojnino, do 414 evrov, dobili letni dodatek 368 evrov. Tisti, ki imajo pokojnino nad 414 evrov pa do 518 evrov, bodo prejeli 223 evrov letnega dodatka. In vsi tisti, ki imajo pokojnino v višini nad 518 pa do 622 evrov, naj bi prejeli letni dodatek v višini 166 evrov. Upokojenci so namreč tista družbena skupina, ki je v tem trenutku v povprečju najbolj ogrožena. Ob tem moramo poudariti, da smo se z upokojenci ukvarjali ves čas v stranki Desus in da smo bili pri tem uspešni. Opozoriti moramo tudi na to, da smo zagovarjali nekatere sindikalne predloge, med drugim varstvo starejših delavcev v času prejemanja nadomestila za brezposelnost, ohranitev višine bolniških nadomestil, zavzemali smo se tudi za ohranitev praznika dela 2. maja, ki se pač tudi sindikatom in mislim, da tudi delavcem, pa morda, če širše gledamo vsem Slovencem, zdi pomemben dela prost dan in smo veseli, da smo v tem uspeli. In v poslanski skupini Desus smo prepričani, da je potrebno predlagane ukrepe nujno podkrepiti s povečanjem proračunskih prilivov, med drugim tudi z zajezitvijo sive ekonomije in več prizadevanj na področju izterjave davkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Še zadnji govorec danes vodja poslanske skupine Nove Slovenije, magister Matej Tonin. En lep dober dan vsem skupaj. Nevodoma povem, če bi obstajala lažja pot, bi jo ta vladna koalicija zagotovo izbrala. Ker kaj je težjega kot politikom jemati, ampak situacija je pač taka, da druge poti ni. Če smo imeli izbiro v mandatu 2004 in 2008, da smo lahko ljudem dali, kar je bilo možno dati, te možnosti v tem mandatu žal nimamo. Zato se mi zdi izjemno nevarno s strani tistih, ki v javnosti ustvarjajo vtis, da obstaja lažja pot, ker potem je na nek način razumljivo, da bodo ljudje težjo pot zavrnili. Ampak dejstvo je, da te lažje poti enostavno ni. To je golo dejstvo. Na nek način, ko spremljamo javne
razprave se vsi tako ali drugače zauzemajo za varčevanje. Celo gospod Stanovnik iz Zveze borcev rekel, da se strinja, da je treba varčevati, se človek, ki je zadolžen, ni svoboden, narod, ki je prezadolžen, pa ni suveren. Lahko bi vam prebral celo izjavo guvernerja banke, ki pravi, da kar zadeva ukrepe, ki jih je predlagala vlada, lahko rečem, da so usmeritve v pravo smer. Slovenija nima alternative, ali bo varčevala ali ne, vprašanje je le, za koliko. To je zgolj nekaj citatov, ki jih vsi dobro poznate, ampak več ali manj se vsi strinjamo, da se v javnosti odvija razprava, da je varčevanje oziroma znižanje odhodkov potrebno. In vsi tisti pošteni oziroma državotvorni politiki bi mogli zelo jasno povedati, da lažje poti kot te enostavno ni. To je potrebno narediti. In tisti, ki se zauzemajo za to, da bi zakon o uravnoteženju javnih financ oziroma rebalans padel na referendumu, potem te na nek način ustvarjajo za Slovenijo zelo, zelo trnavo pot, ki bo izjemno, izjemno težka. Da Slovenija ni nič posebna, kar zadeva varčevalnih ukrepov z drugimi evropskimi državami, govorijo dejstva. Jaz vem, da se to včasih zdi zelo trdo, ampak v gradivih, ki smo jih dobili pri obravnavanju teh stvari, so na primer zelo jasno navedene evropske države in za koliko so posamezne države znižale plače. Samo nekaj jih navedem, na primer Latvija 2009 je že znižala plače v javnem sektorju do 30%, Estonija do 10%, Litva do 10%, Irska do 7% in tako naprej, recimo Grčija do 20% in še lahko naprej naštevam. Te stvari si lahko vsakdo pogleda.